Lepo zdrav vsem skupaj, Mihael Žmahar iz Duhovnega telesa, potovanje duše sem z vami in super video za vas imam o biznisu. Kako delati biznis v obdobju, ki se je začelo oziroma v letu, ki prihaja. Namreč 1. septembra se začne novo poslovno leto, tako da mi zdaj zaključujemo staro poslovno leto in začne se novo poslovno leto. In kako delovati v tem poslovnem letu, zato da bojo stvari tekle, zato da bojo naše ideje realizirane. Ker veliko ljudi ima že malo načete živce iz zadnjih 2 let, sploh zaradi situacije z virusom po celem svetu, ki je spremenila biznis, ki je spremenila mnoga podjetja. Nekatera podjetja so zginala, nekatera podjetja so se ustanovila, nekatera so se prestrukturirala, ampak ta situacija z virusom je definitivno spremenila poslovanje mnogih. Torej, nekako se je začela nova doba, v kateri veljajo drugačna pravila, v kateri veljajo drugačni zakoni in mi zdaj kot podjetniki oziroma vsi, ki imate kakršnekoli podjetniške ambicije, delate kakršnekoli projekte, ponujate svetu kakršnekoli storitev ali produkt, ali vodite podjetje, ali pa navsezadnje ste v službi, s katero vplivate na svet okoli sebe, rabite vedeti, na kaj rabite biti pozorni v letu, ki se je začelo. To se pravi, kakšno bo leto, poslovno leto, ki se začenja, na kaj moramo biti pozorni, kaj je tisto, kar bo prineslo in katere energije mu vladajo. Namreč obdobje, ki se je začelo, že je začelo, je manifestacijsko izjemno močno. To se pravi, letošnja jesen, zima, ki bo sledila, pomlad, ki bo sledila in naslednje poletje, naslednje leto, to so manifestacijsko eno izmed najmočnejših obdobij našega časa. Zaradi tega lahko v teh obdobjih realiziramo zelo velike ideje, lahko zelo hitro rastemo, podjetniško in osebno, lahko zelo veliko bilja ustvarjamo, lahko zelo širok del ljudi zaobjamemo, ampak moramo vedeti, kako to narediti. Ker veliko ljudi, naprimer, ko pride tako intenzivno obdobje, kot se je ravno kar začelo, se ustrašijo. Ljudje se kar ustrašijo, rečejo, to je prenaporno zame, preveč se dogaja, preveč je treba razmišljati in nehajo delovati na svojem področju, bojkotirajo delovanje, ustavijo svoj projekt, zaprejo svoje podjetje. Ne rabite tega narediti. V bistvu rabite samo razumeti, kateri so principi dobe, ki se je ravno kar začela. In danes imam za vas 6 principov, 6 navodil, 6 korakov, 6 točk, na katere boste pozorni kot podjetniki oziroma kot ljudje, ki ustvarjate kakršenkoli projekt in bojo potem zadeve lažje funkcionirale za vas. V tem obdobju boste lažje stvari speljali. In prva točka je, da vi držite energijo svoje firme, vi držite energijo svojega projekta, vi jo potiskate naprej. Tukaj veliko ljudi naredi ravno kontra. Veliko ljudi ima dobro idejo, rečejo, ja, to bi pa jaz delala, to bi pa jaz delal in začnejo en malo delati. In pa kar nekako pričakujejo, da bo okolica zgradila njihov projekt, da bo okolica njim zgradila rezultat. V obdobju, v katerem smo, bo v bistvu zelo malo energij iz okolice podpiralo vas. Ampak boste mogli biti vi tisti, ki boste polnili energijsko svojo stvar, zato da se bo premikala naprej. Vi boste tisti, ki boste potiskali cilje naprej, vi boste tisti, ki boste potiskali delovanje naprej in vi ste tisti, zaradi katerega se bo rezultat zgodil. Tako da res delite močno na svoje samozavesti. Delite močno na svojih prepričanjih, vrednotah, da jih zelo jasno ubesedate, udejanjate, da zelo jasno ljudem sporočate, kaj je vaš namen, kaj je vaš cilj, da vsi okoli vas vejo, kdo ste, kaj je vaš namen in kako delujete. To je prva vaša stvar. Gre se za notranji attitude, gre se za notranjo odločitev, da ste vi glavna gonilna sila vašega projekta, vaše organizacije. To je stvar, ki bo v tem obdobju zelo pomembna. Če ne boste potiskali, nihče ne bo in potem se bo zadeva dehidrirala, kar pa pač nočemo. To je bila prva stvar. Druga stvar, na katero boste zelo pozorni, je, da se oklenete svojega notranjega vodstva. To se pravi, leadership za svoje cilje, za svoje odločitve, za svoje delovanje črpite iz sebe. Kar je tisto, kar je zmotno, kar mnogi ljudje ne razumejo točno, kako zadeve stojijo, je, da mnogi iščejo inspiracijo zunaj sebe. Mnogi ljudje pričakujejo od drugih ljudi, da jih bojo motivirali. Mnogi ljudje pričakujejo od drugih ljudi, da jih bojo vodili. Ne, če imate vi neko svojo idejo, nek svoj biznis, nek svoj projekt, noben drug v resnici ne ve, kaj vi hočete. Če je to vaš projekt, če to je vaša ideja, kako bodo drugi ljudje vedeli, kaj je najboljše za vas?
Ne vejo, zaradi tega rabimo vedno podjetniki ali pa ljudje, ki kreiramo, stopiti v svojo notranjo voditeljsko energijo. Rabimo biti sposobni, da sami sebe napajamo, da sami sebe motiviramo, da sami sebi postavljamo vprašanje in znamo skanalizirati oziroma najti oziroma zagotoviti odgovor. In če imamo enkrat to notranje vodstvo, ki nas potiska naprej, potem smo mi neodvisni od zunanjega sveta. Potem ni naš elan, naš zagon, naš uspeh odvisen od tega, koliko nas svet podpira oziroma koliko nam drugi ljudje zagotavljajo energije. Ampak smo neodvisni in točno naredimo tisto, kar si sami želimo. To se pravi notranji leadership, ki ga mi sami sprožimo. To se pravi, da smo sami sebi svoj voditelj v obdobju, ki se je začelo ena izmed najpomembnejših veščin. Tako da tisti, ki rabite tukaj pomoč oziroma rabite tukaj push, da vam pomagam zgraditi vašega liderja, definitivno si pogledajte program modernega voditeljstva Atlantis Master, ki ga začnem 2. oktobra. 2. oktobra začnem s tem izjemnim tečajem, na katerem prebujemo voditeljske veščine, gradimo temelj voditeljski, soočanje z napornimi okoliščinami, kako postaviti energijo, kako prioritete zrihtati, kako znotraj sebe aktivirati tisti celični spomin liderja, znanja, ki jih lider rabi v moderni dobi, zato da lahko vodi sebe in druge ljudi, in seveda bomo to delali na ful visokem frekvenčnem nivoju, energijskem, ker se nam bodo pridružile tudi civilizacije, ki skrbijo za leadership v vesolju. Tako da en izmed najmočnejših liderjev modernega časa so lideri, ki prihajajo ravno iz teh energij. Tako da vsi tisti, ki iščete to ambicijo leadershipa, definitivno si pogledajte tečaj Atlantis Master, 2. oktobra ga začnem in omejena skupina bo. Tako da na naši spletni strani najdete prijavo. Tretja stvar, na katero boste pozorni kot podjetnik oziroma kot nekdo, ki želi ustvarjati v tem obdobju, je, da nujno imejte v svojem delovanju oziroma v svojem biznisu globlji namen. Tisto, kar veliko ljudi na tem svetu dela, je, da je njihov glavni namen služiti denar. Ja, jaz hočem denar, jaz hočem biti ful bogata, jaz hočem biti ful bogat. To ni namen. Denar ni nikoli namen. Denar je samo orodje, s katerim mi na tem svetu lažje oziroma hitreje dosegamo tisto, kar si želimo. Kaj je namen, zaradi katerega vi delate stvari? Tega se rabite zavedati. Veliko ljudi dela neko stvar, pa ne ve, kakšen je namen v ozadju, ker vesolje bo pa vedno neko podjetje oziroma nek projekt uporabilo na planetu, zato da bo z njim sprožilo neke spremembe v svetu. Katere so te spremembe, ki jih vi želite sprožiti s svojim biznisom? Katere so te spremembe, ki jih vi želite sprožiti s svojim projektom? Kaj je namen? Kaj je ta namen, zakaj delate stvari? Naprimer, moj glavni namen, zakaj jaz delam lightworking, zakaj vodim seminarje, zakaj pišem knjige, zakaj snemam videe, zakaj sem aktiven tako, kot sem aktiven, je zaradi tega, ker želim na planet Zemlja prinesti nova znanja. Nova znanja, s katerimi bodo ljudje bolj zdravi, s katerimi bodo ljudje imeli boljše odnose, s katerimi bodo ljudje lažje dobili tisto, kar si želijo. In ta znanja kanaliziram iz drugih civilizacij in ta znanja kanaliziram iz planeta Zemlja in jih ubesedujem in posnamem na video in spišem tako, da jih ljudje lahko uporabijo v svojem življenju. To je moj glavni namen. Prinašanje novih informacij na planet. In vaša organizacija oziroma vaš biznis mora imeti isto jasen namen. Razmislite, kaj je namen. In ta namen naj bo vedno usklajen s planetom. Težava mnogih novodobnih podjetij oziroma starodobnih podjetij je, da delujejo kontra planetu, ne spoštujejo planeta, ne upoštevajo naravnih zakonov planeta, zaradi tega pa pride potem do vseh teh uničevanj. Tako da poglejte, kako vaš namen služi planetu, kako vaše podjetje preko namena podpira planet in ga dela boljšega. Zato naj bo vaš namen vedno usklajen, kot jaz rečem, z Lady Gajo. Naj spoštuje planet, živalske, rastlinske in človeške vrste na planetu in potem bo namen lahko zacvetel in ga bo tudi vesolje podprl, nazadnje. Četrta stvar, na katero boste pozorni, je, da brutalno, iskreno izbirite ljudi za svoj biznis oziroma s kom boste delali oziroma s kom boste sodelovali. Na planetu Zemlja trenutno rabimo začeti hitre korake delati. Hitra manifestacija se dogaja. To pomeni, da rabimo hitre odločitve narediti, hitre premike, podjetja se hitro razvijajo. Vsi rabimo zelo biti prisotni
v tem, kar počnemo. Ne? To je pač 21. stoletje v biznisu. In mi nimamo zdaj časa za to, da se bomo ukvarjali z ljudmi, ki imajo drugačne vrednote, ker s takimi ljudmi se v resnici ne moreš niti povezati. Nimamo zdaj časa, da se ukvarjamo z ljudmi, ki so zgubljeni in zmedeni v lastnemu biznisu. To se pravi, ekipa, ki jo boste sestavili, naj bo usklajena energijsko z vami. Ampak če hočete najti energijsko usklajene ljudi, ki imajo isti namen, ki imajo isti vrednostni sistem in isto smer v življenju, rabite biti brutalno iskreni. Nič več hoditi okoli ljudi kot maček, okoli vrele kaše. Če vas kaj zanima, vprašajte direktno. Če vas je kaj zmotilo, povejte direktno. Vedno težave, probleme rešujte direktno. Vedno izpostavite stvari direktno, ne v prenesenem pomenu. Ne rabite biti zdaj politično korektni in načrtno vljudni, samo zaradi tega, da ne boste koga prizadeli. Ne, povejte resnico tako, kot je in jo pomagajte ljudem ozavestiti in rešiti, če jim ni všeč, in spremeniti. Prav, to se pravi, brutalna iskrenost je tisto, kar rabimo v 21. stoletju v biznisu in v projektih, če hočemo realizirati stvari hitro. In vsi projekti, ki jih delamo, so v resnici projekti z ljudmi. In vsi biznisi, ki jih delamo, so v resnici biznisi z ljudmi. Zaradi tega so ljudje tisto glavno premoženje, bom rekel, tisti glavni asset firme. In zato rabimo imeti te odnose z ljudmi in strankami in poslovnimi partnerji, cool odnose, korektne odnose. Rabimo vsi vedeti, kdo, kaj, kako, zakaj. Prav, in to je možno samo čez brutalno, direktno iskrenost. Peta stvar, ki bi rad, da poskrbite, je, da se ne ujamete v past, to je nemogoče. Vam lahko nekaj povem. V 21. stoletju na planetu Zemlja je v podjetništvu mogoče vse. Ni več to ni mogoče, to še nihče ni naredil, vse je mogoče. Mogoče boste vi prvi, ki boste naredili neko stvar na tak način in ni še nobenih izkušnji iz preteklosti, zato mnogi ljudje skeptiki rečejo, da to ni mogoče, ampak vi kot podjetnik rabite razumeti, da nič ni nemogoče, če ste sposobni v glavi videti cilj, če ste sposobni v srcu začutiti vaš namen, potem je mogoč, ker ljudje na planetu Zemlja ne dobivamo ciljev, ki si jih ne moramo realizirati v življenju. Mogoče traja za ene cilje 10 let, da jih realiziramo, mogoče traja 50 let, da jih realiziramo, ampak vedno dobimo cilj, ki si ga zamislimo, ki je realen za nas. Tako da, če imate vi neko vizijo za svoje življenje, ne vem, da boste postali milijonarji naslednje leto, ali pa da boste osvojili azijsko tržišče, ali pa da boste izdali knjigo v Ameriki, ali pa da boste postali največji spletni ponudnik zdrave hrane v Sloveniji, ali pa ne vem, kakršenkoli cilj že imate, je mogoč, če ste si ga vi sposobni zamisliti. Ponovadi samo ljudje brez vizij, oziroma s pomanjkanjem vizij, s pomanjkanjem življenjskega driva, energije, s pomanjkanjem delovne etike rečejo, da je nekaj mogoče, da je nekaj nemogoče. Glejte Elona Muska, ta ustanovitelj Tesla. Vi veste, da je par let nazaj Tesla, ki dela električne avtomobile, skoraj bankrotirala podjetje, da so bili 2 dni pred bankrotom. Par let kasneje, mislim, da je bilo, ne vem čisto točno, mislim, da je bilo 2 ali 3 leta kasneje, je Tesla eno izmed največjih podjetij na svetu. To se je vse zgodilo v parih letih. Nič je nemogoče. Res, nič je nemogoče. Tudi za vaš projekt, za vašo firmo ne. In 6. stvar, povečajte stopnjo izobraževanja. Svet trenutno se razvija z enormno hitrostjo. Vsak dan se rojeva na tisoče in tisoče novih tehnologij, novih aplikacij, novih informacij, globalizacija, šviga po dolgem in počez. In svet je postal, celoten svet imate v svojem mobilnem telefonu. To pomeni, da rabite biti v naprednem stiku z informacijami, rabite rasti, se razvijati, krepite svoje veščine, krepite svoje znanja, delite na socialnih veščinah, na osebnostnih veščinah, učite se podjetniških tehničnih lastnosti vašega področja, spremljite napredke na področju tehnologije, delite na osebni rasti na vseh področjih, delite na duhovni rasti. V 21. stoletju podjetja, ki bodo propadla, so tista podjetja, ki niso šla informacijsko oziroma tehnološko naprej s časom, ki se zelo hitro premika ta trenutek. Zaradi tega delite na izobraževanje. Če nekaj 20 let nazaj ste delali, obstaja zelo velika šansa, da to ne deluje več. Če imate neko tehnologijo z leta 1999, zelo velika šansa, da ne deluje več. Po drugi strani bojo pa ljudje, ki so zelo hitri v učenju,
zelo hitro lahko napredovali. Glejte, zakaj je v 21. stoletju toliko mladih podjetnikov uspešnih? Zaradi tega, ker so mladi ljudje toliko intenzivno učijo, toliko so hitri v spremembah, v razmišljanju, v čustvovanju. Zato se ta meja, pri katerih letih je lahko človek podjetniško uspešen spustila na 14 let, na 15 let. Imate na tisoče in tisoče 15 let starih podjetnikov po svetu, ki vodijo milijonska podjetja, zaradi tega, ker so fleksibilni v učenju. Tako da vsi tisti, ki hočete dobiti neka globoka, moderna znanja o podjetništvu in principih energijske dobe, v kateri smo, si definitivno pogledajte program Poslovna šola v duhovni dobi, ki ga začnem 25. septembra. To se pravi, zdaj na koncu septembra se bo zgodila poslovna šola. To je tečaj, ki ga vsako leto naredim in je fantastičen, zaradi tega, ker vam v njem pomagam aktivirati vaš podjetniški DNK, da pridete res do tistih kvalitetnih idej, ki jih imate kot duša zapisano v sebi. Pomagam vam podjetniška zavezništva zgraditi, da boste ugotovili, kako se povezovati s planetom, katere so organizacije, s katerimi delate, kako zgraditi ljudi. Pomagam vam podjetniško zapuščino ustvariti, to se pravi, kaj je ta legacy, ki ga vi pustite planetu, kaj je tisto, kar vi v resnici ustvarjate in razumeti vaš projekt oziroma vaš namen na popolnoma novem energijskem nivoju. Poslovna šola v duhovni dobi je eden izmed najbolj nujnih tečajev za vse, ki želite narediti ta naslednji nivo v biznisu oziroma v kreaciji v 21. stoletju. To se pravi, upam, da sem vam s temi 6 koraki vam pomagal se pripraviti na leto, ki se je začelo in da boste lahko zaradi njih lažje ustvarjali tisto, kar si želite. Oba tečaja, ki sem jih omenil, najdete na naši spletni strani www.potovanjeduse.si. Poglejte si jih in se zagotovite mesto, zaradi tega, ker na oba vzamem samo omejeno količino ljudi, ker res si želim, da vsak gre čez proces, katerega si zasluži. Tako da veselim se, da se srečamo tako ali drugače, ali v živo, ali preko spleta, ali na pločniku, naključno. Skratka, želim vam čudovito poslovno leto. Vse dobro se vam naj realizira v njem in se vidimo, ko se vidimo. Čau.